Takle, evo. A snemamo, ne snemamo, čakaj, rekord. Evo, en lep pozdravček vsem še enkrat na Zoomu ustvarjanje nečesa iz ničesar. Jaz sem se odločila, da naredim ta Zoom, mislim, s takšnim naslovom, zato ker vidim, da se veliko ljudi zaustavlja z nekimi pogledi v smislu, da nimam, ne vem, nekih zagonskih sredstev, da bi začel s poslom, pa velikokrat na delavnicah, ki jih imam, se pač ljudje začnejo razlagati, jaz bi, oziroma jaz delam že nek biznis sam in koliko bi, pač eni se tako omejuje že s tem, koliko bom prispevke plačal, in tako da danes bomo naslovili tako mite in laži, s katerih delujemo v zvezi z poslom, denarjem, torej pač kolikor bomo lahko, tekom tega brezplačnega Zooma. Lahko mi napišete tudi kakšna vprašanja v klepet, lahko, če boste imeli kakšna vprašanja, se lahko vklopite, poveste v živo, kar vam je lažje, tako vas pa prosim, tako, če imate kakšna glasna ozadja, da pač da si izklopite mikrofonček, tako da bomo imeli tudi lep posnetek. Tako da dajmo najprej, oziroma če rabimo še kakšne druge logistične stvari, mislim, da ne. Torej, dajmo najprej pogledati, torej, koliko mitov in arhetipov imate o poslu. Torej, miti so na primer, podjetništvo je težko, moraš se matrati, moraš se ful truditi, moraš cele dneve delati. In vse, kar je to zdaj na plan prineslo za vas, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Schwartz, Boys and Beyond, potem vse laži, ki jih imate glede posla. Skozi moraš biti v poslu, skozi moraš ti si ta glavni, skozi moraš ti poganjati, ne smeš iti nikamor, ne smeš iti stran od posla, ker ga že bo vse propadlo. Vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Zdaj tako, to govorim neke take splošno razširjena prepričanja, laži, s katerih delujemo, in morate vedeti, da vsako naša, torej, tudi če je laž, ampak če mi to zavzamemo, ta pogled, si potem s tem kreiramo svojo resničnost. Včasih je vse veljalo, ko sem jaz začela s poslom, to je bilo 10 let nazaj, torej, ko sem res začela s tem polnim, ko bi rekla, samostojnim podjetništvom, jaz sem imela že prej, ko bi rekla, popoldanski SP, tako 1-2 leti ob službi. Ko sem začela pač res tako s poslom, je takrat še veljal en tak zelo mit oziroma en tak pogled o tem, da velja zelo velika plačilna nedisciplina. Zdaj, jaz sem že takrat na začetku, ko sem zastavila ta posel, sem rekla, jaz bom ga zastavila tako, da pač bo čim manj tega, da se izognem vsem tem neplačilom. In dejansko sem pol skreirala takšen posel, ker imamo plačila vedno tako, je vnaprej plačilo oziroma na začetku delavnice, na začetku srečanja. Tako da, pravzaprav lahko skreirate vi posel na kakršenkoli način želite in vse posod, ne glede na to, za katero področje gre, vi s svojimi pogledi, s tem, kar vi verjamete, svojo energijo, s prostorom, zavestjo, kar ste ustvarjate, svojo resničnost. Tako da vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Schwartz, Boys and Beyond. In koliko laži in kakšne laži uporabljate glede, oziroma koliko laži in kakšne laži imate glede posla in jih uporabljate pri poslovanju. Oziroma pri ustvarjanju svojega posla, bi bili pripravljeni vse pri generiranju, ustvarjanju, aktualiziranju svojega posla. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Schwartz, za tiste mogoče, ki prvič sploh slišite, kaj to govorim, to je čistilna izjava access consciousnessa, s katero dejansko vse to, ko vas vprašam, ste pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, ko na podlagi nekega vprašanja privzdignemo neke energije, in če vi rečete, potem s to čistilno izjavo to vržemo iz obstoja. Samo to, da boste vedeli,
pač kaj je to je čistilna izjava access consciousnessa. Torej, koliko teh mitov, arhetipov, laži, ki jih imate o poslu, sploh ni niti vaših. In ste se nekje na poti s tem strinjali, kot so vam govorili, več podjetništvo je težko, ali pa ste videli mogoče koga ali svoji družini ali svoji bližini, kako se je pač na kakšen način je posloval in ste kupili, kot da je to resnica, kot da je to tudi, če bi se vi lotili posla, da je to vaša resnica, dejansko pa lahko ustvarite svoj posel na kakršenkoli način želite, bi bili pa pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti in vse posod, ker ste se s tem strinjali, pridružili, upirali, reagirali in to strdili kot svoja resničnost, zdaj razgraditi in uničiti in zavestno poslati, od koder je prišlo. Right and wrong, gute Map, Colin Schwartz, Boys and Beyonds. In zdaj za tiste, mislim, tukaj vem, da ste tisti, ki mogoče šele gledate tako, da bi nekaj začeli, eni začenjate, eni imate že razvite posle, utečene posle, tako da dejansko to je za vse. Tudi če imate utečen posel, lahko še vedno delujete z neke laži v smislu, ne smem iti stran od posla, ker pol ne vem, kaj se bo zgodilo, lahko bo vse propade, če me en dan ne bo 2 dni. In se na tak način kreiramo pravzaprav lahko tudi neko izgorelost v poslu. Tako da vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, gute Map, Colin Schwartz, Boys and Beyonds. Torej glede na to, da je pa naslov današnjega Zooma ustvarjanja nečesa iz ničesar, bi se pa rada predvsem pač tako nekako bolj osredotočila na tiste, ki res ste na začetku in oziroma gledate, da bi ustvarili nekaj in imate te poglede v smislu, da morate imeti nek kapital ali ne vem, karkoli, morate, torej to je ena izmed laži, iz katerih delujemo, je tudi da so gradniki kreacije, torej da je tudi materija gradnik kreacije, torej energija, prostor, zavest in materija, torej da moramo pač nekaj imeti že, ampak dejanski gradniki kreacije so energija, prostor in zavest. Torej, kakšna energija smo mi, kakšen prostor smo, kakšna zavest. To so resnični gradniki kreacije. In vaša energija, to, kar ste, to potem se aktualizira. Pogledi, ki jih zavzamete, ki jim namenjate veliko energije, veliko svojega, kako bi rekla, časa, posvetite temu pogledu, to se potem prikaže kot vaša resničnost. In zato vas tudi vabim, da začnete biti prisotni s temi svojimi pogledi, ki jih imate. Ali glede posla, ali glede denarja, ali glede tega, kdo ste vi. V smislu, velikokrat imamo, nisem dovolj dobra, nisem, ne vem, ne znam dosti, ne vem, take stvari, Vse, kar vam ne dopušča, da ste res prisotni s svojimi pogledi, energijo, kar ste, oziroma kam gre, kam usmerjate svojo energijo, kam usmerjate svoj, če lahko temu tako rečemo, fokus, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, gaziljon. Right and wrong, gute Map, Colin Schwartz, Boys and Beyonds in gaziljon je, razgradimo tolikrat, da sam Bog ve, kolikrat to treba razgraditi, iz angleščine nismo prevajali, zato ker je bolj zabavno, če kdaj rečemo kaj po angleško, pa še več stvari privzdignemo na ta način. Torej, in dejansko, mislim, tudi, ali začnete ozaveščati te poglede, oziroma jih lahko začnete tako na tak način, kot smo mi danes tukaj začeli, jih lahko začnete uničevati in razgrajevati, lahko rečete, vse poglede, oziroma vse sodbe, ki jih imam, pa dajmo to narediti, kot čisto na primeru, torej vse sodbe, ki jih imate glede poslovanja, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right and wrong, gute Map, Colin Schwartz, Boys and Beyonds. Torej, veliko, recimo to vprašanje veliko prenaša nekega naboja naprej, veliko neke energije. Torej, kakšne so vaše sodbe glede poslovanja, glede posla?
Koliko je tukaj enih pogledov v smislu, kdo moramo biti v poslu, kaj moramo biti, kako se moramo obnašati, kako se moramo oblačiti, na kak način moramo živeti. Bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti? Right or wrong, shorts, boys and beyonds. Potem kakšne sodbe sebe imate glede poslovanja oziroma glede posla. Še dobro, da sedim. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti Gaziljon? Right or wrong, shorts, boys and beyonds. Tukaj, če pri posameznem teh vprašanj začutite veliko nekega naboja, to je tisto vprašanje, ki si ga ponavljate in še toliko časa in razgrajujete in uničujete toliko časa, dokler ne bo nobenega naboja več v zvezi s tem. In namen teh vprašanj je, da vi dejansko počistite to, kar vam stoji naproti temu, da začnete vi dejansko s poslom, s poslovanjem, da imate res lahko izbiro tam, kjer je zdaj trenutno nimate zaradi raznih sodb, glede poslovanja, glede sebe, glede denarja. Potem, kaj vam pomeni poslovanje? In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, shorts, boys and beyonds. To je, mora biti to resno, težko, naporno, treba se truditi, treba se matrati. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. In komu vse to pripada? Komu si ti pogledi pripadajo? To vaše ali koga drugega? Ni vaše, ne? Vse, kar je to right or wrong, shorts, boys and beyonds in zavestno pošljite, odkoder je prišlo. Jaz sem zdaj pred kratkim, sem tudi tako ugotovila, da imam tudi, mislim, ne sam jaz, ampak da je to tako nekako Slovenija oziroma mogoče celo širše, tako da se je treba truditi, da se moč trudi, da se moč trud, da se moč matrati, ampak dejansko ni treba. Lahko dopustimo stvari, da so lahkotne, lahko so zabavne, tudi v poslu, tudi radostne so lahko v poslu. Koliko ste se že odločili, da je posel tako naporen, da je, koliko ste se pravzaprav že odločili, da niste zmožni tega, da niste zmožni ustvariti posla. Dajmo to, taka energija je. In vse, kar je to, dajmo to vršiti ven iz obstoja na 3. 1, 2, 3, 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 3. In kakšne kapacitete imate tukaj na tem področju? Torej, tudi če se obsojate, glede na česa delate napačne, recimo ne morem, ustvariti posla, ne morem še razširiti posla. Dejansko te stvari delujejo tako, da imamo mi kapacitete na določenih področjih in pa tudi na tak način, torej to zvijemo, na nek način spremenimo, tako da se to začne prikazovati kot neka napačnost, v resnici je pa od spodaj neka kapaciteta, tako da kakšne kapacitete, torej kakšne nepriznane kapacitete imate s poslom. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, shorts, boys and beyonds. Kaj to prinaša na plan? Očitno imamo tudi ful sposobnih ljudi, ki si tega ne priznavajo. Torej, to je tudi eno vprašanje, ki si ga lahko začnete zastavljati, da boste prišli v stik s svojimi kapacitetami. Torej, kakšne kapacitete imam s poslom? Vse posod, kjer ste bili neverjetno uspešen poslovnež, poslovna ženska, kjer je vse, česar ste se dotaknili, se spremenili v zlato, kjer je vse uspelo, vse obrodilo sadove in je bilo to prelahko in ste rekli, ne, v tem življenju bom pa se matral, v tem življenju sem pa trudil, ful energije porabljal za kreacijo nečesa. Bi bili pripravljeni vse to, vse neke te odločitve, sodbe, izračune, zaključke, ki ste glede tega naredili, bi bili pripravljeni oziroma zaveze, za obljube, za prisege, krne za prisege, pogodbe, zakletve, zadožitvene pogodbe, jih imate v zvezi s poslom in poslovanjem skozi čase, prostore, dimenzije, resničnosti, skozi vsa življenja, bi bili pripravljeni zdaj se to razveljaviti, se temu odreči, to prekiniti, naznaniti, temu porekati, vzeti nazaj, razgraditi in uničiti Gaziljon.
Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Pol naslednja stvar, vse posod, kjer ste, ali so vam odmerjali davke, jih niste plačali, pa so vas zaradi tega pol zaprli, obsodili, kaznovali in je zdaj v tem življenju samo, ne vem, če bom lahko plačal to, ne vem, če bom lahko to plačal, kako bom to plačal. Torej, vse, kar je to, vse posod, kjer še vedno komorkoli dolgujete in to kreira neko tako čudno energijo v vašem svetu, neko, bom rekla, strah, dvom v sebe, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti gaziljon. Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys and beyonds. In tako sem že rekla prej na začetku, to je vaša energija, torej to, kar ste, dejansko to pol ustvarjate v svetu, to aktualizirate kot svojo resničnost. Tako da morate najprej pogledati, prvo si morate razjasniti, kaj pravzaprav, kaj je vaš posel. Zakaj to počnete? Običajno je posel za to, da naredi neko spremembo v življenju teh ljudi, ki to storitev kupujejo, ali pa v svetu. Tako da to morate si tudi razjasniti, zakaj to počnem. Ker to je tisto, ko bi rekla, torej, dobro, mogoče ne za vse, ampak vsej za določen del ljudi tisto gonilo od zadja, ki je poganja, da poslujemo. Če je gonilo sam denar, to na dolgi rok običajno ne deluje. Tako da vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, vse posod, ker nimate jasnosti, zakaj pravzaprav bi sploh poslovali, zakaj bi sploh imeli posel, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti gaziljon. Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys. Jaz recimo lahko z vami delim moj zakaj, moj zakaj je pokazati ljudem, pokazati svetu, da obstajajo drugačne možnosti, da je lahko drugače, da je lahko lahkotnejše, da je lahko radostnejše, da je lahko zabavnejše, da je lahko življenje vredno užitka. To, samo pokazati možnosti. Kaj pa potem ljudje izberejo, ni več ni v moji domeni. In to vedno, ko se, tudi včasih ne rečem, da je zdaj tako vedno, da so samo rožice, pademo tudi mi, v razne, kako bi rekla, luknje, ampak ko se tega spomnem spet, tega mojega zakaj, to me spet potegne ven in rečem, zato jaz to počnem, gremo naprej, vse, kar to zdaj za vas prinaša na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys and beyonds. In torej prva stvar, pol druga stvar je, meni se zdi, da imamo to tudi v Sloveniji, pa dajte me popraviti, če se motim, če je to tudi kje druge, v kateri drugi državi, imamo samo, da bojo vsi računi plačani, samo, da bom vse imel plačan. In vse posod, ker delate samo zato, da imate račune plačane, bi bili pripravljeni vse to zdaj razgraditi in uničiti. Fuj. Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Jaz se tako malo zraven tako šalim, ko govorim fuj, pa tako malo, zato ker zaznavam energijo, tako kaj prihaja na plan. In kaj pa, če bi mi začeli kreirati ne samo zato, da bi račune plačali, pa pol nam še malo ostane, malo za pojesti, pa popiti, pa mogoče 2-krat na leto iti na počitnice. Kaj pa, če bi začeli kreirati onkraj tega, tako da vam začenja ostajati denar, da imate veliko denarja, samo zato, ker ga lahko imate, zato, ker je denar zabaven. In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys and beyonds. Vse posod, kjer ste samo predani temu, da zgolj preživite, kjer ste se odločili nekje, ali to v tem življenju, ali v katerem prejšnjem življenju, samo da preživim in kreirate točno na tak način, na podlagi tega pogleda, samo da preživite, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, boste imeli prvi pokol, ne, shorts, boys and beyonds. In kaj pa, če bi si dovolili uspevati, noro uspevati?
Ja, no, tule en pogled, nujno je davke plačati in umreti, pravi, torej, oziroma tako reče, edino zagotovilo je, da moraš plačati, ne, edino, to je 100%, davke plačati pa umreti, In to je en mit, Torej, vse miti, torej, ki jih imate glede davkov in smrti, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the man, pa Cornelius Schwartz, Boys and Beyonds. In eno orodje, ki vam ga bom dala, zdaj vam bo omogočilo, da začnete dejansko, torej tudi če ste na začetku svojega posla ali pa razmišljate, da bi začeli z nečim, da boste imeli jasnost, koliko dejansko morate v narekovajih ustvariti denarja s svojim poslom oziroma na druge načine tudi, ker ni samo posel vir denarja, so tudi druge kreacije, kar vam bo omogočilo uspevati oziroma živeti takšno življenje, kot si ga vi želite živeti. Okay? In sicer, torej, to je tudi ustvarjanje enega finančnega zavedanja za vas. In kako to naredimo? Torej, če še tega ne veste, si začnite voditi v eni tabelci, ali pa mogoče ne vem, kakšen beležko ali pa zvezek si vzamete, kar deluje za vas, in si napišite vse stroške, ki jih imate, torej, karkoli, ali so to krediti, potem za otroke, če treba šolnine plačevati, malce, izlete, potem karkoli je, hrana, elektrika, položnice, in torej potem pa tukaj dodajte zraven, kaj bi vi želeli poleg tega. Torej, a je to, ne vem, vsak teden iti k frizerju, vsak teden iti na masažo ali pa 2-krat na mesec na masažo, iti na kakšna izobraževanja, kupiti mogoče nov avto ali pa, ne vem, iti na potovanje, karkoli je to za vas. Torej, imamo razne želje in dodajte to k temu seznamu. Potem plus tukaj dodajte še 20% na to, torej 10% je za vaš 10% račun, 10% pa še samo za zabavo, in na ta način ste vi prišli do številke, ki bo vam omogočala, kako bi rekla, živeti življenje, dejansko, ki ga vi želite živeti. Zamutamo, okej. Torej, zdaj, prišle bojo lahko različne cifre za vas, in vse pa gremo tako, koliko bom to zdaj ustvaril, ampak dejansko je vse, kar je potrebno, da začnete potem spraševati. Torej, če nekaj časa že Access Consciousness spremljate, veste, da je vprašaj in prejel je eden od zakonov, ki delujejo pač v vesolju. Ko vprašaš po nečem, potem prejmeš in začnite spraševati po tej cifri. In jo boste ustvarili. Če boste spraševali in če ste voljni to imeti, če ste voljni uspevati v življenju, boste to ustvarili. Kakorkoli je to. In vse, kar je to zdaj za vas, prinesli na plan, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with the man, pa Cornelius Schwartz, Boys and Beyonds, bom vam dala zdaj recimo na primeru, ne vem, da pridete do, pač vse seštejete, in recimo, če so to neki večji nakupi, če gre naprimer za nakup stanovanja ali pa če gre za nakup avtomobila, razdelite to številko, torej, če je več kot 20,000 evrov, pač delite za 24, tako da in potem dodajte pač to cifro, tukaj mesečno pač morate skreirati več, da si boste lahko ali v 2 letih recimo to kupili. In potem, naprimer, da prijete do cifre, naprimer, dajmo 10,000, torej, kakšna energija, prostor, zavest, izbira sva lahko jaz in moje telo, da mesečno generiram, kreiram in aktualiziram vsej 10,000 evrov s popolno lahkoto. In dodajte s popolno lahkoto, če želite s popolno lahkoto. Ker drugače pač lahko na različne načine to skreiramo, samo bo tako je tudi težko. In sprašujte potem, in pa rečete, vse, kar mi tega ne dopušča, vse to razgrajujem in uničujem. Right or wrong, with the man, pa Cornelius Schwartz, Boys and Beyonds. In kaj je tukaj ta glavna stvar, oziroma ta glavna bistvo tega, da ste res v vprašanju, torej kakšna energija, prostor, zavest, izbira sem lahko, oziroma sva lahko jaz in moje telo, ker telo vam pomaga pri kreaciji tega.
da mesečno ustvarim vseh 10.000 oziroma generiram, prvo je generiranje, pol je kreiranje in aktualiziranje vsej 10.000 evrov mesečno s popolno lahkoto. Ali pa kakršnakoli cifra je to za vas, da vas res zanima. In na podlagi tega vprašanja boste začeli postajati ta energija, prostor, zavest. Začeli boste delati izbire, ki vas bodo vodile do tega, o čemer sprašujete. Tako da jaz bi tukaj na tem mestu, recimo tisti, ki mogoče že imate to cifro, dajmo narediti, torej vse posod, kjer ste naredili to za nemogoče. Torej, kjer ste naredili to za nemogoče, da bi vi toliko denarja mesečno skreirali, dajmo to vršiti iz obstoja. Torej, 1, 2, 3, 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 3. Zdaj bomo pa na 4 vrgli iz obstoja vse posod, kjer ste že svojo prihodnost na razne načine strdili s svojimi mislimi, projekcijami, pričakovanji, tako da se ne more prikazati nekaj drugačnega, da se ne more prikazati nove možnosti. In bomo to na 4 vrgli ven iz obstoja. Torej, gremo zdaj v prihodnost. 1, 2, 3, 4, 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 4. In ti dve, ne, torej to je spet novo orodje oziroma dodatno orodje, s katerim si lahko pomagate, torej s trojko odstranimo vse neke omejitve iz preteklosti, neke poglede, ki jih imamo v zvezi z nečim, vrčujemo s trojko iz obstoja, 4 pa gremo torej v prihodnost, ker smo že svojo prihodnost strdili. In v tem konkretnem primeru, recimo, če se vrnemo na naš primer, torej 10.000 evrov mesečno, imamo to v misli, vse, kar mi ne dopušča tega na 3, naredite 10 trojk oziroma to, koliko je potrebno, 10 štirk vsak dan in bodite voljni to prejeti. Vse vas, ker je to presimpel, se sliši, a ne? Da bi bilo res, bi bili pripravljeni vse razgraditi in uničiti, right or wrong, with Matt Rampok, Schwartz, Boys and Beyonds. In ena stvar, ki pač je nihče tukaj ni rekel, da pač ne boste šli dobeno akcijo. Dejansko morate tudi, pač živimo na planetu, ker moramo delovati, ker je tudi delovanje del kreacije. In torej, ampak ko boste spraševali potem, torej kakšna energija, kakšen prostor, kakšna zavest, kakšna izbira so lahko jaz in moje telo, da aktualiziram 10.000 evrov mesečno s popolno lahkoto, boste iz te energije začeli delati drugačne izbire in drugačne akcije, ki bojo dejansko vodile do tega, po čemer sprašujete. In za vse tiste, ki mogoče dobro, da podem pokse to, da vidimo, kaj še tukaj. Za vse tiste, ki recimo začenjate s poslom ali pa mogoče, ste na začetku, pa ne veste, koliko bi, pa kaj bi naredili, napišite si seznam vsega tega, kar lahko zdaj v tem trenutku naredite. Lahko si kar zdajle si napišete. Ali pa ste recimo v službi, pa bi radi začeli z novim poslom, oziroma na svoje. Kaj lahko zdaj naredite v tem trenutku? Noben nam ne pravi, da morate službo čez noč pustiti. Jaz nisem bila pač ena od tistih oseb, da bi kar lahko službo pustila, ampak sem pač mene tako vesolje dobesedno brcnalo rit, če lahko rečem, sem se pa
tako me postavljajo Barbara Zapopret, na svoje, se pač tako skreirali na podlagi moje energije, zato ker jaz sem že, v bistvu sem bila ta energija torej svojega podjetja, torej že ko sem hodila v službo, sem spraševala potem, sem bila to, da dejansko sem prišla v službo in sem prižgala svoj računalnik, tako da gre za mojo firmo. Vse tisto, kar je bilo za narediti, sem delala, kot da bi za sebe delala. In je pač vesolje pol poskrbi za to, da se to prikaže, po čemer sprašujete, pač kakorkoli se bo za kjerga to prikazali. A kaj lahko naredite danes? Tudi če ste v neki službi, ki vam je tako, ne moram, kako lahko to izkoristite dejansko, da si postavite neke temelje za vaš posel? Kaj lahko danes naredite? In napište to, torej vse, kar vam ne dopušča tega vedeti, zaznati, prejeti, biti, izbrati, iti v akcijo, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Ultimate Parampo Colin Schwartz, Boys and Beyonds. Ja, tukaj pravi Sabina, vse moram narediti sama, torej to je tudi en pogled, ki je tako zelo, zelo prevladujoča, da moramo vse sami. Torej, komu to pripada? In za take poglede, recimo, se vprašajte, komu to pripada. A je to moje? Ali je to od koga drugega? Ni moje. Vse posod, ker sem se s tem strinjala, pridružila, opirala, reagirala, vse to razgrajujem in uničujem. Right or wrong, Ultimate Parampo Colin Schwartz, Boys and Beyonds. To je pač ena laž, iz katere delujemo. Ne samo Sabina, ampak tudi še marsikdo drug. In vse posod, kjer niste voljni prejemati prispevka drugih ljudi, prispevka vesolja, prispevka vsake molekule okrog vas. Bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Ultimate Parampo Colin Schwartz, Boys and Beyonds. Vse posod, kjer imate res to prepričanje, torej ta pogled, da ste za vse sami, da morate vse sami, dajmo tole, torej za vse sem sama, oziroma vse moram narediti sama, vse moram narediti sama, vse moram narediti sama in vsi šiki, vsadki in presadki, ki to držijo na mestu, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Ultimate Parampo Colin Schwartz, Boys and Beyonds. In to pač določene stvari, če vas zanima, kaj so to šiki ali pa te trojka, štirka, to je pa na naprednih seminarjih, torej recimo na temeljih, ali pa torej danes bom tudi vam malo predstavljala ta posel na drugačen način, ki ga facilitiran seminar konec meseca. Tudi tam je to mesto, da gremo pač bolj razložimo te stvari. Danes je pač tukaj nimamo toliko časa, da bi lahko šli bolj v podrobnosti, ampak te stvari začnejo dejansko razvozlavati, te neke poglede, ki jih imamo, nekaj, kar je skrito tudi naši in, kot bi rekla, niti ne moramo, ne vidimo tega, to so vsadki in presadki, ki smo zdaj, recimo, smo jih omenili. Tako da to, dejansko prvo, da imate sploh tudi to pač zavedanje, kako pravzaprav ustvariti, ne da se samo fokusirate, a bom lahko prispevke plačal, a bom lahko ali pa že tako, ne vem, kako bom pa sploh prispevke plačal. Torej, vse posod, kjer imate tudi ta pogled, torej, vse, kar je bilo na vas dano, torej, vse neke projekcije, pričakovanja, neki pogledi, ki so bili na vas dani v smislu, koliko lahko vi sploh ustvarite denarja in vse posod, ker ste se s tem strinjali, pridružili, upirali, reagirali in ste pač kreirate si to, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Ultimate Parampo Colin Schwartz, Boys and Beyonds. Ker morate vedeti, mi smo energijska bitja, in od točke nič na nas skozi nekaj projecirano, skozi nekaj dajajo na nas. Tudi recimo, če smo bili v nekih službah, koliko smo pravzaprav, ali smo imeli neke vodje, direktorje, ki so projecirali na nas, koliko imamo lahko plače, več kot to ne moramo imeti plače, bla, bla, bla. In to, tudi če se nam niso rekli po verbalno tega, smo mi to energijsko zaznali. In smo se lahko s tem strinjali, pridružili in je to lahko nekaj zdaj, kar ustvarja v našem svetu, neko omejitev, prek katere ne moramo iti. In je to, kar sem vam tudi povedala zdaj, da si potem pokate tudi vse te poglede, ki so bili na vas dani od strani kogarkoli, pa tudi te poglede, ki jih sami na sebe dajete,
ki vam preprečujejo kreirati onkraj tega, kar ste kadarkoli kreirali, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, v tem je prvem pokolnej Schwartz, Boys and Beyonds. In ja, pa še mogoče tudi to, ne, vse posod, kjer čakate, ne vem, na pravi trenutek, oziroma da se bojo zvezde poravnale, da bojo zvezde pod pravim kotom, ali pa da bo vse popolno, da bo vse tako, da, kakor ste si vi zamislili, da mora biti, oziroma kar je v vaši glavi popolno, da boste lahko vi začeli z nečim, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, tam je prvem pokolnej Schwartz, Boys. Prvo, torej popolnost je spet ena laž, iz katere delujemo. Sploh, kaj je sploh popolno? Ne vemo v bistvu. Ne vemo, kaj je popolno. To je kup enih sodb, iz katerih delujemo in na ta način se tudi zaustavljamo. Torej vse posod, ker imate tudi težnjo po neki perfekciji in se na ta način zaustavljate, bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti. Right or wrong, v tem je prvem pokolnej Schwartz, Boys and Beyonds. In enostavno sam začnite. To je. Mislim, da se tudi vsak dan se vprašite, ok, kaj lahko danes naredim? Da se tudi sami sebe, kako bi rekla, se porinete v akcijo, da greste v akcijo. Pa tudi, če je to en mali korakec, ne vem, če nekomu poveste o tem, kar delate. Ali pa, ne vem, naredite en letak, pa ga obesite nekam, ne vem, ali pa, ne vem, zdaj pa si izmišljujem. Karkoli. In tudi vse Barbara. Ja, izvolim, Mojca. Veš kaj, jaz imam glih na to vprašanje, ki ga že zdaj glih 5 minut se s tem ukvarjam. Ja. Kako iz nič strank ustvariti pač stranke za svoj posel? Ja. Ker v bistvu na začetku mogoče povabiš te svoje prijatelje, ampak ta krog se zelo hitro, bom rekla, zmanjša ali pa zminimalizira. Ja. Ampak nekakšen nasvet ali pa... Absolutno. Imam, ne, tudi jaz, mislim, jaz ti lahko pač povem, kaj sem jaz naredila, pač lahko uporabite to. Torej, fake it until you make it, torej, pač bodi oseba s strankami. Ne biti oseba brez strank, ampak bodi oseba s strankami. Torej, kako bi se tvoja energija spremenila, zdaj, če bi imela zapolnjen urnik s strankami? Bi bila drugačna energija. Ja. Ne, in bodi ta energija. In jaz, recimo, kaj sem jaz naredila, jaz sem tako, vzela sem si en tak koledar, ko mi je tako na steni visel in je imel take okenčke, in sem si v okenčke napisala stranke, termine za stranke, in jaz sem se pol obnašala tako, pač, ko da imam res te stranke. Če me kdo klical, pa rekel, ala greš jutri ob 2, ne vem, na kavico, sem rekla, ne, jutri ob 2 ne morem, ker imam stranko. Čeprav na začetku še nisem imela, ampak sem se začela dejansko obnašati, tako bila sem ta energija. Tako se je začel. Zato govorim, ni vam treba imeti nekaj fizičnega, biti morate nekaj. Vi morate najprej biti ena energija, prostor, zavest, potem se pa začne to aktualizirati. In tudi iz tega, ko boš ti oseba s strankami, oseba, ki ima stranke, boš čisto drugače, kako bi rekla, ko se boš z nekom pogovarjala, čisto drugače boš v svetu, no? Ne vem, kako bi zdaj to pač z nekimi drugimi besedami povedala. In to se bo začelo aktualizirati dejansko, da bo ljudje našali tako, mi rečemo, od nikoder pridejo. Oni tudi rečejo, ne vem, sploh koliko sem te našla, a več prav, ja, nekaj sem tam klikala, ali pa ne vem, eden mi je povedal za tebe. Sam bodi to. Ja, bodi to, ker tisto, kar sem na začetku govorila, torej tvoj pogled kreira tvojo resničnost. Če boš imela pogled oziroma boš oseba s strankami, boš to ustvarila. Če boš pa oseba brez strank, kje so stranke, ne boš pa to kreirala. Ja. Pa tudi, a veš, tisto,
Ja, mislim pa, če so že bile stranke, koliko si lahko dejansko si priznaš, da si jih skreirala. A ne, si hvaležna za to, kar si že skreirala in bo ta hvaležnost ustvarila še več tega. Ja, sam bodi. Ja. Hvala tebi, Mojca, za vprašanje. Evo, da vidimo, kaj pravite vi. Točno to sem naredila, šla sem v akcijo, dala COVID in začela kreirati na polno, po 2 letih grem na polni SP, kako lahko še boljše kot to. Ne, to mislim, tako sem rekla na začetku, eni so tako ful pogumni, tako recimo Vesna, ni pa nujno, torej morate tudi vi pogledati za sebe, kaj za vas deluje. Recimo za mene jaz imela preveč teh nekih strahov pred finančnimi, kako bi rekla, kako bojo finance, pa to, ampak dejansko ko sem mogla, ko sem bila prisiljena v to skočiti noter, dejansko so tudi finance prihajale, ampak sem pa skozi, kako bi rekla, upravljala svojo energijo, ful sem bila tako prisotna svojo energijo, ful sem bila prisotna s tem, na kaj se osredotočam, ali se osredotočam na nič denarja, ali se osredotočam na denar, oziroma se osredotočam na stranke, na to, na energijo te lahkotnosti, na energijo uspeha ali na energijo neuspeha. Da morate tudi to od sebe zahtevati, da pogledate, kam pravzaprav, kje je vaša energija, kje so vaše misli, kje je vaš fokus, če lahko temu tako rečemo. Čudovito povedano, biti. Ja, to je prvo. Torej, in tudi več, ko ste pripravljeni biti, več lahko prejmete pol. Torej, če si voljna biti oseba s strankami, boš prejela stranke. Ja, vizualnost je ustvarimo posel. Zdaj tako, vizualizacija je že malo tako omejitev, ker naš lahko ustvari, tako vidi samo tisto, kar že poznamo. Tako da, ampak če to deluje za vas, da vizualizirate, vizualizirate in pol boste to lahko nadkreirali kasneje. Ja, tako da to, pa kaj še? Ja, no, mislim, res to, dobro, tukaj je veliko aspektov tega, kako bi rekla, poslovanja, ker morate tudi pogledati, kakšen je vaš odnos z denarjem in tako naprej. Ampak danes ura je že toliko, da ne bomo uspeli več tega nasloviti, da bom jaz tudi predstavila, mislim, to je pa pol, gremo pa tukaj v tem posel na drugačen način poslovanja. To je mojstrski seminar, ki ga bom facilitirala konec meseca od 26. aprila do 30. aprila, torej to je 5-delni seminar, ki bo potekal prek spleta in bomo imeli vsak dan 3 urce od 6 do 9, tako da tudi za tiste, ki ste v službah, je tako, lahko se udeležite, tako da vam ni treba iti službe. In tukaj noter gremo čez vse te aspekte. Res, mislim, ta seminar je tako, jaz temu rečem, kot temelji za posel. Ker je res, mislim, pokriva vse. Od tega, kakšne omejitve si postavljamo, od tega, kakšne poglede imamo v zvezi z denarjem. Zato, ker če ne maramo denarja, če sovražimo denar, pa ne moramo pričakovati, da bo naš posel uspešen, da bo prinašal denar. Spet, pri nas se začne. In če gremo mogoče malo, torej to je 130-stranski priročnik, dobite osnova tega seminarja in je pa tako kot na vseh seminarjih, je pa ta glavni tisto, kar vi prinesete s sabo. Torej vaša vprašanja, vaša energija, vedno se facilitacija dela na to, kar vi sprašujete in je res to je eden tako zelo ljubih seminarjev za facilitiranje, ker gremo res vse posod, imenuje se posel na drugačen način, pridemo pa do raznih stvari, ki jih nosite od zapise, ki jih nosite, ki jih prenašate lahko iz generacije v generacijo in nekih pogledov, ki ste jih prevzeli. Mislim, tako res ni omejitev, gremo res na vse konce in kraje. Drugače pa tako, če gremo mogoče malo čez vsebino, recimo, kaj je kreacija, kaj veste, vprašajte in prejeli boste.
dovršitev v primerjavi z nenehnim stanjem kreacije, potem izogibanje, kako se izogibamo določenim stvarem, ovire, ki si jih postavljamo, zaključki, iz katerih delujemo. Potem, kako predani ste v svojemu življenju, pa mogoče to bi tudi eno stvar, ki jo prej nisem omenila, pa sem jo želela tudi omeniti. Torej, če imate pogled, že to, koliko bom prispevke plačal, v bistvu, a gre to za neko predanost v bistvu temu, da ustvarite posel, ali je to iskanje nekih zasilnih izhodov dejansko, da sploh z nečim ne začnete. A ne, ker če se boste vi res predali, torej, če si boste skreirali to jasnost, koliko morate mesečno ali pa letno, pač jaz sem rekla mesečno, lahko si naredite tudi letno, koliko morate letno ustvariti v svojim poslom, da boste imeli življenje, da boste živeli, ki vam bo omogočilo življenje takšno, kot si vi želite živeti. In če se predate temu, torej res, da ste voljni narediti karkoli, biti karkoli, uporabiti vsa orodja, dati vsa orodja v svojo prakso, torej jih res uporabiti, boste to ustvarili. Ne? In zato tudi pogledajte, ali ste res predani kreaciji posla, ali ste predani bolj temu iskanju nekih izgovorov, nekih zasilnih izhodov, ki jih imamo tudi lahko na milijone. Potem vaje za kreacijo. Potem 6 načinov, da prenehate z izgovori in začnete ustvarjati. Stratifikacije, to je recimo strata, recimo, če ste videli, da je ta prerez zemlje, ko so tako pač plasti zemlje, temu se reče stratifikacija. In mi se damo v določene strate, tudi se opredeljujemo kot nižji razred, srednji razred, višji razred in v bistvu kreiramo v okviru tega in si ne dopustimo, da bi šli v kakšno drugo strato oziroma onkraj tega. To tudi naslovimo. Potem zaznavanje časa, koliko se omejujemo s časom. Premalo časa, namesto da bi mi dejansko sebe videli, kot da smo mi kreatorji časa. In pa referenčne točke in cilji, koliko imamo nekih referenčnih točk glede posla, glede denarja, glede vsega. Ustvarjanje nemogočega. Vse stvari, ki ste jih naredili, nemogoče za sebe, za svoje življenje, za bivanje. Ja, kaj če bila že pred zajtrkom naredili 6 nemogočih stvari. Tako Alice v čudežni deželi, Alica v čudežni deželi. Ja, pol opredelitve, elementali, vključevanje, to je tudi, kako vključujemo vesolje, da nam res celo vesolje prispeva. Torej, da gremo ven iz tega, ko je prej nekdo omenil, za vse sem sama, da gremo ven iz teh pogledov, da moramo vse sami. Ne, tukaj je celo stvarstvo, da vam pomaga, da vam na podlagi tega, po čemer sprašujete, prispeva. Ampak to je še tudi ena stvar. Recimo, če se malo na njeno vprašanje vrnemo, pogledajte dejansko, po čemer resnično sprašujete. A sprašujete po, nič nimam strank, a sprašujete, nič nimam denarja, sem brez denarja. In to je tako, to je lahko, kako bi rekla, v glavi, mogoče mislimo, da sprašujemo po nečem, ampak lahko je pa tukaj energijsko vprašanje, ki je veliko močnejše od tega, kar mi v glavi po čemer sprašujemo, in je to dejansko tisto, po čemer sprašujemo. Je to vprašanje lahko energijsko, pol nezavedno, veliko močnejše kot to, kar mi mislimo, da potem sprašujemo. In zato res začnite gledati, po čem sprašujete. In vse, kar vam tega ne dopušča, vedeti, zaznati, prejeti, biti navzoči s tem, biti prisotni s tem in spremeniti to. Bi bili pripravljeni vse to razgraditi in uničiti, right or wrong, ker lahko tudi recimo mislimo, se sprašujem, jaz ne vem, po kreaciji večjih, ne vem, vsot denarja, večjih, ampak dejansko v resnici pa sprašujete zgolj potem, da boste zgolj, da račune plačate. In morate, tisto, kar se prikazuje v vašem življenju, tisto je vaše resnično vprašanje, potem resnično sprašujete. In vse, kar je to zdaj za vas prineslo na plan, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, with shorts, boys and beyonds. Potem tudi eno razlikovanje se je zdaj pred kratkim pojavilo v poslovanje ali komercijala, torej se povezujete z ljudmi, engagate z ljudmi. To bomo naslovili. Mite in arhetipe. Izbirati ali biti
torej biti izbranec, potem z eno nogo v tej resničnosti, ta je dobra, ne? Koliko stvari uporabljamo, da smo v tej resničnosti, torej, da imamo eno nogo ali pa en prstek na nogi ali pa en prstek na roki, če vedno v tej resničnosti. Torej, naše življenje tako postaja vedno lahkotnejše, večje, ampak še vedno uporabljamo določene stvari, da ostajamo priklopljeni na to resničnost, da imamo puls na tej resničnosti. Ali je to težave z denarjem, ali je to, da vem, neke težave s telesom, lahko so različne stvari, a ne, to dejansko tudi pogledamo. Kaj še, kaj če ne bi, torej, kjer skušamo biti razumljeni, da bi nas drugi razumeli. Kaj če nam ne bi bilo treba potem spraševati, da bi bili razumljeni. Koliko se dejansko tudi s tem zaustavljate, ker skušate biti razumljeni, skušate biti všečni. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se to razgraditi in uničiti. Right or wrong, Schwartz Boys and Beyonds. Potem nadustvarjanje, voljnost biti nekoristni, narediti napačno, pravilno, tukaj gremo gledati napačen denar, pravilen denar, potem priložnosti proti možnostim. Da nehajte verjeti v uspeh, neuspeh, potrebe želje, potreba in izbira. Imejte in bodite dopuščanje, bodite voljni biti izven kontrole. Potem 10-sekundni intervali, lahkotnost, radost in veličastnost v poslu. Prenehajte biti vezani na rezultat. Manipulacija, torej manipulacija energije, manipulacija v bistvu tako, da pripravimo druge ljudi, da izberejo nekaj večjega za sebe, nekaj boljšega. Potem priznavanje sebe. Potem postanite srečni in ostanite tam, biti vodja v poslu, voditelji prihodnosti, to je recimo prvi del priročnika. To je že tako, wow. Potem imamo poslovne sisteme, naslavljamo. Torej vse to, kar pač dejansko v poslu naj bi imeli, da lahko stvarimo uspešen posel. In pač to ne pomeni, da morate imeti zdaj ne vem koliko zaposlenih, ne? Ampak dejansko lahko uporabljamo energije, ki jih vključujemo v poslu oziroma ki jih dodajamo v poslu. Pa imamo recimo sistemi proti strukturam v poslu, odnosi v poslu, najemanje osebja, dogovor in izvedba, kreatorji, povezovalci, premikalci in temeljni ljudje. To je tudi eno tako ful dobro, mislim tako, pač, da imate to zavedanje o tem, ker vam bo pač tudi, da veste, kaj ste vi, a ne, potem dodajate tiste energije, kar niste vi. Potem porajanje, ustvarjanje in upeljevanje, potem poslovati kot moški ali ženska. To je tudi super razlikovanje. Potem laži v poslu, red in kaos v poslu, predvidljivost v poslu in z denarjem, nadustvarjanje industrijskih standardov, brez pričakovanj v poslu, biti iracionalni v poslu, brez težav v poslu, ustvarjanje posla, lahkotnosti, radosti in veličastnosti, sproščanje v poslu, wow, ne, to je tudi ena, koliko bi imeli več denarja in koliko bi bili vaši posli večji, če bi se sprostili. In to res sprostili. Tudi to, pa o tem govorimo. Potem pogovarjanje z vašim poslom. Kako se lahko pogovarjate s poslom, ker namreč vaš posel ima svojo zavest. Torej, verjetno ste že večkrat slišali o tem, ko se reče poslovna entiteta. To se tudi tako v tej resničnosti se govori o poslovni entiteti. In dejansko, če gledamo tako iz energijskega vidika, je vsak posel, ima neko svojstveno energijo, je entiteta, s katero se lahko pogovarjamo, ima svojo zavest. In vam lahko da informacije, kam želi iti, na kak način se želi kreirati, s kom želi in kje se želi prikazati, če ste voljni to prejeti. In spet, to je spet neka nov nivo lahkotnosti v poslu. To je spet drugačen način poslovanja. Potem spet, to je drugi del recimo priročnika, pol denar je tretji del, zakaj bi radi denar, prenehajte se izogibati denarju in ga zavračati, odpovedovanje vašim logičnim in norim razlogom, da nimate denarja, potem 10 stvari, da bo denar prihajal in še naprej prihajal, pol radostno osvobajanje iz dolgov, potem zlati služabniki, torej kako vključevati energijo zlata v poslovanje, potem pač
to, kar smo danes govorili, tudi o ustvarjanju finančnega zavedanja za vaš posel in za vas, potem vključevanje vašega telesa, ustvarjanje denarja, naložbe, poslovni načrti, ustvarjanje virov prihodkov, število tokov prihodkov, po katerih lahko vprašate, nima omejitev, tokovi kreacije, radost davkov. Potem pa še tako kot zaključek, zdaj govorim iz priročnika, da več sam seminar tako ne poteka tako linearno, pa gremo res tako, kot udeleženci prinesejo s sabo na podlagi vaših vprašanj, naslavljamo, facilitiramo, govorimo, podajamo tudi orodja. Potem povabilo za vse nas, ki ustvarjajo nečesa boljšega na tem planetu. Torej, s tem dejansko, da mi začnemo na drugačen način poslovati. Kakšno drugačno prihodnost ustvarjamo na tem planetu? Da začnemo mi delovati iz tega, kar je nam lahkotno, iz naših kapacitet. Kako smo mi dejansko voditelji neke drugačne prihodnosti za ljudi okrog sebe? Da tudi oni lahko nekaj drugačnega izberejo. Tukaj je še pa nekaj dodatkov zraven, tako da za ta seminar ni pogojev, to je tudi ena od, kako bi rekla, posebnosti, zato ker več ali manj vsi seminarji v Accessu imajo neke pogoje, mora biti vse Access Bars delavnica prej opravljena ali pa temelji, tukaj ni dobenih pogojev, da lahko res se udeleži tega seminarja kdorkoli, ki bi rad res nekaj drugačnega, tudi če že imate obstoječ posel in začeli na drugačen način kreirati. In tukaj ne govorimo o tem, kaj pravi posel, kaj je napačen posel, ker vsak od nas ima svoj pogled na to in tudi za vsakega od nas nekaj drugačnega deluje. In to vedite, da lahko ustvarite karkoli želite. Samo morate vedeti dejansko, kaj bi vi radi. In potem na koncu dobite tudi potrdilo, seveda o udeležbi, in če ste bars facilitatorji, pa ta seminar, mojstrski seminar posel na drugačen način šteje tudi za obnovitev vaše licence. Tole bo res super ekspanziven seminar, ker potem bomo imeli denar. Mislim, tako, ljudje po tem seminarju, zelo se poveča prejemanje, prejemanje je torej vse, ne samo denarja, ampak vsega, torej se poveča vaše zavedanje, potem kreacije, torej med samim seminarjem že ljudje dobivajo veliki idej in jih dejansko že aktualizirajo, tako pravzaprav se jim povrne ta investicija takoj, in še več. Potem več denarja, po vsakem seminarju. Mislim, moja osebna izkušnja je, po vsakem od teh seminarjev sem začela kreirati več denarja. Ne, da bi s tem, da bi več delala, ampak samo zato, ker se je moje prejemanje podprlo. Tako da, kaj se bo za vas prikazalo? Torej, za te Accessove seminarje je tako zelo težko je reči, za vas se bo zdaj prikazalo to pa to, zato ker je vsak od nas tudi voljan neko drugačno spremembo imeti, nekaj drugačnega skreirati. Tako da, in koliko vas lahko dejansko podpre ta seminar pri kreaciji tega življenja in bivanja, ki bi ga vi resnično radi imeli. Zato, ker posel ni samo to, kar smo rekli, da morate imeti neko res poslovno entiteto. Vaše celo življenje je posel. In dejansko poglejte, kako poslujete. Imate radost, lahkotnost, veličastnost, ali imate dramo, travmo, težo, depresijo. In vse, kar je to, bi bili pripravljeni se razgraditi in uničiti. Right or wrong, Schwartz, Boys and Beyonds. Je mogoče še kako vprašanje, mogoče kar se tiče seminarja ali pa mogoče glede tega, kar smo prej povedali. In tako, mislim res, če boste predani temu, da ustvarite nekaj, boste to ustvarili. Res, in to mogoče tudi ena stvar, da pogledate, koliko ste dejansko predani temu, da to aktualizirate. In tudi ni dobene take stvari, ni kot neuspeh. Če boste vztrajali, vam bo uspel.
A ne, sam veliko krat pučko vržemo v koruzo, še preden nam uspe. Tako da, kaj pa če tisto, kar iščete, tisto, kar vi želite aktualizirati za naslednjim ovinkom, in morate narediti še samo 2 koraka naprej. Ja. Ok, pol, če ni nobenih vprašanj, jaz se vam zahvaljujem za vašo prisotnost, vašo energijo, na podlagi katerega smo tole naredili, ta Zoom. Jaz šibam na naslednje sestanke. Imam zdaj še 2 sestanka, tako kreiramo, tudi ene tako iz tujine, ene seminarje, tako da ja, upam, da se vidimo, a ne, na Business Done Different, na poslu, na drugačen način, konec aprila. Čau, čau. Čau. Adijo. Adijo.